Pozdravljeni, moje ime je Miha in jaz vam bom nocoj prebral pravljico, ki jo je napisala Patricija Peršolja. Naslov te pravljice pa je Oglas za eno mamo. V naročju pa mi sedi Bučka, naša kokoš. Moj očka ima kmetijo, majhno kmetijo, in jaz na očkovi kmetiji nadvse uživam. Očka pa pravi, da na naši kmetiji nekaj manjka. Vendar kaj? Mogoče še kakšna žival, ali modernejši traktor, ali nov tovornjaček, ga nenehno sprašujem. A očka takrat nič ne reče, le povesi pogled in žalostno skomigne z rameni. Če bi vedel, kaj očka na naši kmetiji tako pogreša, bi nemudoma napisal oglas v naš časopis. Z oglasi sva midva dobila tudi vse naše živali, modri traktor in majhen tovornjak. Gotovo očka na kmetiji ne pogreša kokoši. Vsako jutro, preden jih spustim iz kokošnjaka na dvorišče, jih natančno preštejem, da vidim, ali morda kakšno ne manjka. In vselej jih naštejem 5. Včasih sem nanje prav jezen, ker so tako raztresene in nerodne, saj iznesejo jajca kjerkoli. Celo v hortenzijah naše cvetličarke Roze sem ga že našel. Ampak potem narediva z očkom imenitne kremne rezine, pa sadne torte tudi. In medtem, ko vse slastno diši in se sladkam, moja jeza prav hitro mine. Tudi ovc na očkovi kmetiji ne manjka. 4 imamo, če sem natančen. Tako mehke in tople so, ko pritisnemo obraz ob njihove nakodrane plašče. Včasih se kakšna ovčka zateče tudi v našo kuhinjo. Kaj se ne bi, ko pa so očkovi špageti z bučkami tako slastni in potem se neznansko zabavam, ko z njimi prevračam kozolce na našem travniku za hišo. In prav smešne so, ko jih očka postriže do golega. Nenehno se sprašujem in ugibam, kakšne neki bi bile v očkovih oblačilih. Ne verjamem, da bi očka na kmetiji pogrešal pujske. Saj imava kar 3, prav zares. Z očkom kar naprej poslušava njihovo godrnjanje in kar naprej so lačni. Ne vem pa, zakaj se raje valjajo po blatu, kot da bi z menoj igrali badminton. Včasih sanjam, da me bo očka presenetil žirafo, ki jo bo seveda poiskal prek časopisnega oglasa. Veselo bi jo jezdil po dvorišču in na njej delal tako vrtoglave akrobacije, kot jih delajo v kakšnem fantastičnem cirkusu ali pa še celo malo bolj. Nekega dne, ko je očka prebiral časopisne oglase, sem mu predlagal: zakaj ne kupiva še kakšne krave ali 2, tako bi imela še sveže mleko, naše živali pa več družbe. Očka je bil nad mojo idejo naravnost navdušen. Sijajno, mi je pritrdil, in naslednji dan sva z majhnim tovornjakom pripeljala še Doris in Agnes. Od tistega dne si z očkom vsak večer pripraviva velikanski skodelici vroče čokolade. Se je pa očka zelo razhudil, ko sem mu še predlagal, da bi lahko odprla kar celo mlekarno. Meni so namreč zelo všeč sadni jogurti, očka pa ima raje tuno z majonezo. A nekega dne sem le ugotovil, kaj očka na najini kmetiji tako zelo pogreša. Pod njegovo blazino sem našel majceno fotografijo, tisto od moje mame. Moja mama je bila najbolj prijazna od vseh mam, kar jih poznam. In jaz si jo neznansko želim nazaj. Toda očka pravi, da je nekega sončnega jesenskega jutra, ko sem bil še čisto majhen fantek, odletela z jato divjih rac v topel in miren kraj.
Ko pa si z očkom zaželiva mamine družbe, jo mahneva kar na travnik marjetic za hišo. Očka pravi, da je v vsaki marjetici tudi malce moje mame. Jasno, a ne? Po mojem so marjetice med vsemi rožami zagotovo najbolj prijazne. Potem sem se spomnil, da sva z očkom prek časopisnega oglasa kupila vse naše živali in tudi modri traktor in majhen tovornjak. Pa sem si rekel, zakaj ne bi prek oglasa naročila še ene mame? Eno samo, tisto mamo, ki na naši kmetiji očku tako zelo manjka. Mogoče pa ena majhna mama malce manjka tudi meni. Ker se mi je zdela zamisel naravnost imenitna, sem sklenil, da bom z njo presenetil očka. Tako sem še istega dne napisal oglas za naš časopis. Oglas. Pomembno, nujno za mojega očija. Išče se ena mama, samo ena mama, ki so ji všeč nerodne plus razstresene kure, kokoši pa ovce v kuhinji, kure, kokoši pa ovce v kuhinji. To sem že napisal, prečrtam, Doris plus Agnes, oklepaj 2 krave, zaklepaj in svinjski umazani pujski. Tista mama, ki ne mara vožnje, ki se ne mara peljati z modrim traktorjem, ni z rdečim obkroženo prava mama za našo kmetijo. Od očija otrok sin. In naslednji dan sem samo začudeno gledal, kajti mame so bile že tu. Naša kmetija je bila polna mam, ki so kar naprej govorile in se vse vprek prijazno smehljale. Očka me je najprej pisano pogledal, ker ga je vse povsod nekaj srbelo, kot bi ga iznenada napadlo na tisoče bolh. Ampak potem mu je postajala moja imenitna ideja čedalje bolj všeč. Prva mama, tista z jezno frizuro, je navdušeno zaploskala. Krasno, kokoši, moje ljubice, krasna jajčka, krasne palačinke, fantastične torte. Ves vznemirjen sem pogledal očka, ki pa je le razočarano zmajal z glavo. Ta ne bo prava mama, je čemerno zamrmral. Nekaj pomembnega, nekaj nadvse pomembnega je spregledala. Obožujem pujske, je vzkliknila druga pegasta mama, predvsem takrat, ko postanejo lepo okrogli in debeli in... A očku takoj nekaj ni bilo prav. Ne in... ne, tudi ta ne bo prava, si je godrnjal v brado. Le kako je lahko spregledala nekaj tako pomembnega. Kakšna škoda, prav zares sem pomislil, ves razočaran. Saj so pegice pravzaprav luštna stvar, še posebej na nosu moje sošolke Tereze. Tretja mama, ki je imela malo bolj živčne uhane, je bila vidno navdušena nad našimi ovcami. Najprej si bom spletla rdečo obleko in potem še travnato zeleno. Te so letos zelo v modi, veste, in potem še vijolično, takšno bolj za zvečer in romantično, je zasanjeno naštevala živčna mama in nekam zasanjeno pogledovala tudi mojega očka, medtem ko je on le debelo gledal. Tudi ta najbrž ne bo prava, sem olajšano pomislil. Gotovo je tudi ona spregledala nekaj pomembnega. Ampak kaj? Močno sem stisnil pesti, ko je čez naše dvorišče zakorakala 4. modra mama in vsa očarana se zazrla v Doris in Agnes, ki sta začudeno bulili vanjo. Za ti 2 lepotici bom na trgu dobila 5 zajcev, 7 rac in 3 koze, je kar na pamet računala modra mama. Od groze mi je zastal dih. Da bi prodali Doris in Agnes, to sploh ne pride v poštev, sem zakričal očku.
ki pa se je le nevoljno spraševal. Ne razumem, da prav nobena od vseh teh mam ne opazi nekaj tako zelo pomembnega. No in potem se je na rdečem kolesu pripeljala še Amelija, že 5. mama. Imela je dolge, zelo dolge lase, na njenem krilu je bilo vse polno maminih marjetic in njeni gumijasti škornji so bili rdeči. Zdela se mi je zares lepa s tisto ruto v laseh, ko mi je rekla: "Kakšen čudovit fantek." Gotovo so tudi tebi všeč dirke po dvorišču z modrim traktorjem, ne? Ves razburjen sem pogledal očka, ki mi je navdušeno pokimal. Midva z očkom sva prav dobro vedela, da je Amelija prava mama za naju, saj ni spregledala mene, ki sem za očka najbolj pomemben. Je pa Amelija na rdečem kolesu pripeljala še psa Plutona, mačko Venero in papagaja Cezarja, ki se strašansko razume z našo Agnes. In potem je očka z našim starim tovornjačkom pripeljal še gromozansko skladovnico knjig, pa še slamnik, ki je prav smešen, rumeno kroglo za zalivanje in Amelijin čajnik. Tako sem jaz Amelijo prav hitro vzljubil, pa čeprav ona študira neko čudno stvar, ki se ji reče vizualna umetnost. Včasih, ko nad našo hišo zajadra jata divjih rac, trdno zaprem oči in mamici zašepetam, da na naši mali kmetiji zdaj prav nič več ne manjka. Zato, ker imamo tako vsi vse strašansko radi, je rekla zadnjič naša Amelija. Lep pozdrav, otroci!